To je podcast Odbita do bita. Midva sva Anže in Maruša. Prelistala sva internet, poiskala aktualne teme in Anže v studiu povabila slikarja. Ne vem, če bo to prav v Odbiti. Bajera zna Photoshop uporabljati. Ok, Val 202. Play Odbita do bita. Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah. Mito Gegić, dobrodošel. Zdravo. Slikar praviš, pa tudi kolega podcaster. Predvidevam ljubitelj tehnologij. Kako si? V redu, super. Hvala za vabilo. Sem prav, ne vem, imel sem to na mojem bucket listu, enkrat biti Odbita do bita. Oho. Prav pokrivno področje je zame. Ja, sploh midva karada o Rembrandtu razpredava in ne vem. Ja, veš kaj, umetnost je presečišče humanega in znanstvenega, tako da veš, to je to. Ne? Ja. Zelo lepo, ja. Mito, povej, s čim se ukvarjaš v zadnjem času? Torej, moja glavna primarna stvar je, kot si omenila, slikarstvo. Drugače pa ravno kar delam neke video vsebine za en takšen manjši knjižni sejem pri nas, tako da to je moja glavna skrb in briga te dni. Tako da tole, to je moja novembrska tegoba, oziroma smo že decembra. Ja. V naslednjih minutah se boš ukvarjal še s tehnologijo pred aktualnimi in odbitimi temami, pa še nujno vprašanje. Zadnje časte gostom teživa, zakaj so še na Facebooku? Ker je stara ljubezen, veš, ki jo vsake toliko moraš obiskati. Ne, mislim, če sem pa malo bolj takole iskren, imam par fetišov, ne, tu pa tam se rad kregam. Tako malo online, to mi je fetiš, malo dam mi polepša. Pa svoj dnevnik furam, ne, ta en projekt, 3-letni, ker niti ne vem, kam ga bom zapeljal, če sploh kam, začel se kot joke, zdaj pa že kot redna jutranja kofija rutina, da pač objavljam v nekem vizualnem mediju, torej v GIF-u ali pa JPEG-u, tisto, kar se meni zdi, da bo moj dan. Koliko časa zdaj že to počneš, ker jaz to temu redno sledim in so res fajn te slikce? Jaz tudi. Hvala. Mislim, da bo zdaj že 3 leta. Pa ja, da si že pol proti koncu, ali kako? Ej, ne vem. Ne vem, kam to gre, nimam pojma. Ja, ali boš na eni točki 66 star in tako še kar. Gife pa meme stiskajo. Tako. Proper boomer, ali ne? Ja, točno to. Tako da vsi, če ne veste, Mito Gegić na Facebooku najte, so res fajn slike. No. Je težko razložiti, ker so v bistvu tako, se mi zdi, v duhu starih stripov iz časopisov, ampak za novo dobo, no. Tako bi rekel, da je taka enopanelni strip je v resnici, no. Tako da me je zelo všeč. Odbita do bita. Pejmo stran od Facebooka k prvi temi. Prva tema aktualna, ugibamo, komentiramo, kot ponavadi špekuliramo. Netflix poznata, vsi ga dobro poznate, podjetje je na trgu znano predvsem kot eden prvih in bolj uspešnih ponudnikov pretočnih storitev, torej filmov in serij, ki jih za določeno mesečno naročnino gledate neomejeno. Doma ali kje druge, na katerikoli pametni napravi. In to je to. To jim očitno dobro uspeva, že več kot 2 desetletji. No, zdaj pa Netflix se podaja na področje iger. V svojem PR sporočilu so zapisali, da radi zabavajo svoje člane skupnosti, svoje naročnike, ne glede na to, če gre za fizične igre, miselne igre ali Squid Game. Prvi komentar na to, Mito, Anže, ko sta videla to novico? Malce sem bil presenečen, pa potem, ko sem se za milisekundo ustavil, sem se rekel, v bistvu niti nisem presenečen. Nekako se mi zdi, da v bistvu Netflix želi res vstopiti v tole mega korporativno zaprti ekosistem igro, kot se ga gre Google, pa tudi Apple predvsem, da veš, da malo zapira svoje vsebine vzdolž različnih medijev, pa proba skušati dati neko user izkušnjo tudi svojim naročnikom. Ne? Meni se zdelo, da gaming niti ni taka slaba ideja, glede na to, da je to največja industrija trenutno, ne več keša, obrne več kot Hollywood, pa Bollywood, pa ne vem, kaj še vse skup. Tako da meni se zdelo tukaj, zanimiva ideja, me zanima, kako bi oni to pokonektali z svojimi vsebinami, ali poskušajo narediti mogoče, ne vem, celo beta testirati kakšne vsebine, ki bi jih potem razvijali v kakšne druge televizijske ali pa filmske zadeve.
tako, to me zanima, ker trenutno, to, ko sem pa videl, kar pa so ponudili, pač ta na prvi mah, da se tako izrazim, pa bolj tako oborno. No. Ja. Anže? Pač lovke stegujejo po našem času, ne, in zdaj, če saj video vsebine so pač kar dominantni, ne, zakaj ne bi še tukaj kakšno sekundo ukradli, ne. Mi je pa tako, zanimivo mi je predvsem z tega, ker je pač ta gaming industrija, ne, tako kot mi to rekel, to je res, to je pač največja zabavna industrija. Mislim, da jo tudi mi v sploh tradicionalnih medijih še zmeraj malo z levo roko jemljemo kot nekaj tam za neke ljudi, ki nekaj igrajo, ne, v resnici gre pa to pač za res daleč največjo zabavno industrijo in potem je tako, ja, kot je mi to rekel, kar roka z roko, no, da dejansko probajo še pri igrah. Je pa to seveda zelo težko, ne, tukaj imeti kakršne koli hite ali pa nekaj, kar bojo ljudje dejansko skušali igrati, ne. Z veseljem igrali, no, tako bom rekel, ker je pač to ni toliko samoumevno, ker je ta področje je res tako v bistvu zelo zanimiv, pa v resnici, da se nekako obdržiš, je v bistvu zelo težko. In me zanima, če bomo tako, zdaj vem, da je to novica, pa smo tako, Netflix ima špile, pa bomo mogoče čez en leto tako, Netflix zapira špile, meni nekaj igral. Se mogoče dobimo čez en leto, pa nekaj tako, ker tudi veš, podjetja, ki imajo pač neke tehnične sposobnosti, ne, kot je recimo Apple, ne, ki sicer v mobilnem igričarstvu ne, kar zmaguje, ne, ampak tako nekih resnih iger, ne, mislim zdaj resnih, to zdaj ne vem koga užalo, ampak nekih iger, ki bi jih pa ljudje res hoteli igrati, ne, po resnici ni na teh platformah, ne, so bolj te razni Candy Crushi, ti v bistvu kazinoji zapakirani v igre, ne. Tako da meni je v bistvu, kar mi je kle všeč, tako s čisto prvo žogo je to, da ker to igraš s svojim Netflix računom, Netflixu že daješ denar in pa se nekako upa, da mogoče ne bojo to špili, ki bojo potem mozali človeka, da jih bo lahko končal. Ne. Jaz sem tudi razmišljala o tem, da je trg mobilnih iger seveda izjemno velik, izjemno priljubljen, zato tudi vabljiv, bogat, z veliko denarja, z veliko uporabniki, ampak potem pomislila, da pa sej Netflix pa res tega ne rabi. Zakaj bi se zdelo dobro, da je zraven še Netflix? Podjetje tega ne rabi je stavek, ki ga mislim, da pač korporativna Amerika skoraj da ne pozna, tako da jaz mislim, da je to odgovor. Mi pa tega ne rabimo, a res, a ste prepričani, pa se 4 sestanki zgodijo. Ne, oni po moje sam še ne vedo, da to rabijo. Ja. Po moje en mlad nadebuden noter v letu. You think you know, but you have no idea. Jaz vem, kar vi rabite, pa tako ne. Sem prav vidim ta sestanek. Ne, če pa sem malo tako kravatarski, ne, mene bi zanimalo, veš, kao, veš ta ozadje teh algoritmov, ki potekajo, ne, ki spremljajo naše dejavnosti, ne, pa potem so to recimo beta testiranje našega gledanja in uživanja teh novih vsebin povezano z starimi vsebinami, da ne govorimo o avtorskih pravicah, ki se tukaj dogajajo in imam neki evil plan, recimo, ne, da bi kravatarji takole razmišljali. Ker če mi zakupujemo recimo avtorske pravice teh nekih špilov, za katere mogoče sumimo, da bi lahko bile uspešne ali pa da bi jih zanimalo, pa vržemo kot Netflix cash obzit, probamo narediti neko brezvezno 8-delno serijo, pa se mogoče prime, ker če dobimo en Squid Game iz tega iz 10 poskusov, that's cash. Jaz mislim, da gre slovo v obratni smeri, ne? Da v bistvu oni vejo, da bojo na vsake toliko imeli nek res hit in potem zakaj ne bi tega monetiziral še špiloma, ne? Ja. Pač, znam sem prebral, ne vem, ki je en ful dobro rekel, da je Netflix nekako tako kot Asos pri oblekah na netu, da pač delajo z veliko količino, da na kvaliteto glih ne gledajo preveč, ampak na vsak dolg časa se jim pa posreči, ne. Se mi zdel tako res super upisno. Pa tudi ime že imajo, ne, Asos in Netflix in to je to. Ampak a je to odgovor na vprašanje, zakaj lahko Netflixu uspe, ker imajo ime, ker imajo serije, ki jih imamo radi, torej posledično bodo poskusili z igrami, ki jih bomo itak imeli radi? Ja, to je pa mislim, da čisto nekak preverjen recept, ne. Za Hollywood, ne, ko pač znana imena in prepoznavne, kako oni rečejo, IP, ne, se pravi, prepoznavna intelektualna lastnina. Mislim, da je slovenska to, ne. Je pa res, da tisto, kar vedno daje skepso, sprav špilov narejenih po kakršnikoli filmih in serijah, ne, ki so res dobri, ne, je pa tako malo, res tako malo, da bomo videli, kako točno se bo to izteklo.
In obratno, filmov po špilih narejenih. Tako, ja, res. Razen Doom, ne, hecam, res slab film. Jesus. Ja, sorry. Da ne bi slučajno kdo, ja. To je bila res šala. Doom je katastrofalen film. Mito, kaj bi ti rekel, zakaj bi Netflixu lahko uspelo tukaj? Jaz ne vem, če mu lahko uspe, ker naprimer Google ni uspelo za Stadio. Ja. To pa je Google. Ja. To ni kar taka šala. Zdaj, ne vem, jaz vseeno mislim, da oni mogoče računajo na neko franšizacijo, recimo temu, no? Da v bistvu res računajo na ta serializacija nekih določenih vsebin, ki jih selijo po različnih platformah, medijih, da se ne obremenjujejo z Androidom ali pa Appleom, z Appleom sploh ni tam vprašanje, če bo Netflix na 100 poteza sploh obstal. Ja. Da dejansko, ne vem, jaz si komod predstavljam, zdaj recimo Stranger Things je govoril od enega od teh špilov, ajde, butneš ven 4. sezono ali 5, se ne vem kjera, pol pa imaš nadaljevanje v špilu, poglejte tole. Ne, Ja, ali pa dodatne dele zgodbe. Ne, pa. Take connection varianta. Ne. To vidim, da bi oni lahko nekako obdržali, pridobivali nove, mlajše, whatever. Si jo igral, Mito, Stranger Things? Ne. Jaz sem pa poskusila danes. Najprej se mi je zdelo tako, ok, super za ubit čas, ne vem, v neki čakalnici ali v neki dolgi vrsti, ampak sem hitro naletela na ena vrata, ki pač jih nisem znala odpreti, ker navodilo, ki ga imaš, je ugotovi, kako se odprejo ta vrata. In sem bila tako, ok, mogla bi bolj razmišljati kot mulci v Stranger Things, ki so seveda blazno iznajdljivi in pametni, da bi prišla do rešitve, no, ampak ja, zabavno, v resnici pa čisto nič posebnega. Sicer pa, Anže, praviš, da to niti ni novica, da bo Netflix zdaj delal še igre, da je vse skupaj nadaljevanje sage z Epic Games, sva o tem že govorila, ampak daj spomni nas, kje je problem? Ja, sedaj, koliko je že Mito rekel, ne, da bomo videli, če se bo reč sploh obdržala na Apple. Jaz mislim, da se celo bo, ker sem se zdaj par dni sem si probal prebrati vse, ne, kako so to pač dejansko spravili na iOS, ne, ker pač Apple ne pusti trgovin, ne, na svoji platformi, ne, v bistvu enako z Googlom, tam je malo drugačna zgodba, to poslušajte odbito o Epic Games in vsem, tam smo res o tem razpredali na dolgo in široko, no. Ampak tukaj je v bistvu zdaj Netflix tako naredil, da ti v bistvu te špile najdeš v Netflix aplikaciji. Ko ga hočeš pa namestiti, ne, to zdaj govorimo pri Applu, je pa to ločena aplikacija v App Store. Ne, se pravi, to samo povezava na aplikacijo, tako da so se nekako izognili temu, da oni niso. Ne. Zdaj, aplikacija, ki ima v sebi več iger, ne, česar Apple ne pusti, ker to de facto pomeni, da je to nova trgovina na iOS-u, ne, ampak so to že zmeraj ločene aplikacije. Ne. In zdaj tehnično gledano, z vsem, kar se je zdaj vmes dogajalo, sploh kar se tiče nekih korejskih sodb, pa pritiska z Japonske, pa tudi v Evropi, to mislim, da bo šlo skozi, tudi kar sem prebral, so vsi tako, ja, to je očitno ok, ne, da bo dejansko to obstalo, ne, seveda pa še enkrat ti Maruša, ki si igrala Stranger Things, ne, si šla v Netflix app, tam videla, Stranger Things, pa ki si se dotaknila ikone za Stranger Things, te je seveda vrglo v App Store, ne. Tako je. Ja, ne, kar ni seveda najlepša izkušnja, ne. Ja. In bo, mislim, zanimivo bo videti, če bo zdaj Apple to pa pustil, ne, ker recimo tako Stadia ni imela šans, da bi prišla na iOS, enako je bilo kaj xCloudom, ne, od Microsofta, kjer so tudi v bistvu, ne, če bi pa Microsoft tako naredil, da bi bila vsaka igra svoja aplikacija, bi pa očitno šlo, ampak tega noče delati, ker imajo eno aplikacijo in pol itd., to, kar smo se že pogovarjali. Ampak kaj se mi zdi ful zanimivo glih to, no, da Netflixu je pa nekako uspelo tako prebrati vsa pravila, da evo, imajo špile na iOS-u. Ja, samo en, kako naj temu rečem, update od terms and conditions stransija, veš. Ja, zdaj je lože toliko tožb, pa Apple je kar zdaj pod takim hudim pravnim pritiskom iz 17 različnih smeri, tako da jaz sem pa kar malo optimist, da jaz mislim, da bo to ne bo uspelo, ker Netflix ne bo znal špilov delati. Jaz mislim, da je to mogoče. realno, veš, predstavljaj si pa nekaj drugega, oni kupijo neko hudo zadevo, v bistvu avtorske pravice, ne vem, rečemo Duma, kar tako na pamet, veš, in naredijo nek remake, hkrati TV serijo, pa še risanko vržejo, ne vem, whatever naredijo, in je to ful uspešno, in zdaj Apple se bo seveda tužilo po onih cekinčkih, ne.
Ja, mogoče res, ja. Se drugače, ne me narobe razumeti, jaz sem čist za to, da Apple faila. Čist malo mora failati. Tako, ko se on to igre, meni ni všeč. Čist prvoščim. Ne vem, či veš, ampak midva ogromno govoriva o teh stvarih, sva kar malo obsedena z vsemi možnimi trgovinskimi vojnami in tožbami in spori znotraj korporacij v Združenih državah Amerike. Ne spremljam tako, najbrž tako v netu kot vidva, no. Pač tu pa tam, ko mi skoči na kakšnem Bloombergu ali pa Guardianu, to tisti prebene. Ampak hočeš pa, da Apple mal faila. Ja. Jaz mislim, da Apple je zame, veš kaj je Apple, tak neki totalitarni sistem, jaz ga tako vidim, veš, da ala Orwellovski. Jaz imam takšno sliko. Je malo, ja. Je, ne? Ja. Tako da, glih tu mora biti malo po prstih, da se Winston nazaj pobere. Mogoče tole zaključimo še s tem, kdo bo igral te igre, pa se potem čez leto dni spet dobimo. Ne zdi se mi, da je ta segment iger znotraj ponudnika pretočnih storitev, ki seveda slovi po filmih in serijah, namenjen nekim resnim igralcem. Bi pa mogoče stavila na resne gledalce, kot smo rekli na začetku, navezani smo na like, na določene serije, obsedeni smo z njimi, komaj čakamo prihodnje sezone. Tukaj mogoče se najde kdo, ne predstavljam si sicer nekih resnih igralcev. Mislim, resno igračarstvo na mobilnih napravah ali pa tablici je že meni tako pod vprašajem, pa če za koga užalim kakega hudega PUBG ali pa Fortnite fana. Ampak, ne vem, že Boldur ali pa Kotor je težko igrati na tistem malem zaslonu, kaj šele, da bi imel neko res hudo zadevo, ki je poglobljena, pa kvalitetna, pa da ni kar nek, ne vem, Pong. Ne, jaz mislim, da pač oni želijo tvoj čas, to je pa veliki parazit našega pozornosti, ne, in pač zgolj algoritem, ki se futra z našim obnašanjem, ne, to je to, jaz mislim, da to je cilj, no, a veš, ohraniti te gor, pa vsake toliko vprašati, se še ne špiš, ne, ker to bi bilo ful bad. Ja, te bojo špili tudi vprašali, you still there. Ja. Ali pa play something, tako kot watch something. Mogoče bojo pa, veš, vzeli to odraslo linijo, pa rekla, 45 minut igraš, najbolj raj še en Office pogledal. Ja, nekaj špile igrati, pritraj gledati TV. Ja, ne, malo prekinno. Dovoljno, ker nas ne plačajo, žal še. Odbita, dobita. Druga tema, tudi odbita, slikarstvo in tehnologija. Mito, v tem si domač, midva seveda niti slučajno, zato se veseliva, da nama malo poveš, kako gre neki taki zelo tradicionalni umetnosti v tem sodobnem svetu. Odlično. Odlično, samo da nekako ne rečem, tehnologija ima bore malo tukaj zraven za to dotično uspešnost. Kakorkoli se neka nevidna roka ali pa na pol prosojna roka dviga nad različnimi kapitalskimi trgi, art market, that's good baby, to fura, no. Ja, ne, slike so vedno draže, če sam gledaš Sotheby's ali pa Christie's, to je bolano, za kakšne cene padajo, ne zgolj preminuli umetniki in umetnice, temveč sodobni artisti in vedno bolj čudni, odpičeni artisti, ne, tako da tukaj, kar se tega tiče, tradicionalnemu artu gre da best, če gledamo na tole, če gledamo zgolj z tega. No, ampak, seveda, ker je to oddaja tehnologiji, ne, imamo računalnike, tablice, zelo drage grafične kartice, nažalost. Vakuumi obstajajo že 100 let, ne. Pač, kje je neka velika umetnina, ki je digitalno nastala in potem bila tudi digitalno prodala? To se pa ni zgodilo, ne? Ali se je, pa midva ne veva. Sej na eni točki bomo NFT-je omenjali, dajmo zdaj brez NFT-jev nekaj časa se pogovarjati. Ampak kaj, kje je to? Mislim, zelo težko potem pojmujem to kot tradicionalni art. Vse, veš, da bi zdaj rekel, nek digital painting, ki je full hud, je vseeno še painting, ki nima nosilca, ki obstaja v ničlah in enkah, ne, in ima potem pač ta svoj cikl življenja, ki potuje po Tumblrih in ne vem čemu še. Medtem ko pač full digital art, tehnološko podprt art, je pa tega pa ogromen in tega na bienalih tudi pri nas, rečemo Axioma je močna pri nas, če omenimo umetnico Sanelo Jahič, ki se pa ukvarjajo z huge dataseti, torej kako neke podatke, tehnologije uporabiti, da vizualiziramo neka določena dogajanja v našem svetu. Ampak to je druga stvar, ne? Zdaj, če pa gremo na ta
upodobitveni aspekt umetnosti, ta bolj moj del, vizualni del. Ne. Tukaj pa ne vem. A veš, večina tega digital arta, ki ga jaz gledam, je zdaj dvosmeren. Ali je nekako presnavljanje teh tradicionalnih vzorcev, pač abstraktno slikarstvo ali pa tradicionalno slikarstvo, recimo neke sodobni joki na Mona Lisa, recimo, da bi to lahko naredil in rekel, to je digital painting, tega je ful. Pol imaš pa po drugi strani neke nove zadeve, ki v bistvu skupaj lepijo različne gife, mešajo videe in sliko in obstaja vse kot nek migetajoč ekran ali pa zelo dolgi printi nekih internetnih podob, ki se lepijo, prelivajo drugega. Mislim, da 3 mesece nazaj sem bil na razstavi 2 mladih študentov Akademije likovne umetnosti v Ljubljani v galeriji Y, ko so imeli neke tak pač sestavljanke, torej neke Photoshop podobe, kolaže, ne? Imaš pa ta aspekt potem. Ne? Kje pa je Mona Lisa? Ne vem. Jaz mislim, da je, če obstaja digitalna Mona Lisa, se ne smeji tako. Ne vem. Pa sploh ne znamo nasmeška prepoznati. Ne? Vem pa zagotovo, da nam sledi z očmi. ja, dobesedno, po moje. Glede to, kako je šla ta tehnologija naprej, jaz vsakič sploh, ko pridejo te nove tablice ven, pa zdaj, ki imajo vse nek stylus, s katerim lahko pol kracaš po zaslonu, koliko smo tam že blizu temu, kar imaš ti na kanvas, sploh ne vem, kaj govorim, pač kaj ščopičem. Na platno. Ful smo tam, no? Ful. Jaz uporabljam Vakuma, Tina je sicer večji user, ki nekako kombinira analogno ali ilustracijo, rečemo akvarele, ne? In potem, ko digitaliziramo to preko skenerja, dodaja take final touche, da se tako izrazim. Ne? Ima ful ima popedenan pa dober workflow. Ne? Pa imamo zgolj navadnega Intuos Vakuma, medtem ko imam pa kolega, ki pa uporablja tega Cintek, nekako tako se imenuje, kjer pa je ekran in ti po ekranu delaš. Ne? To je pa noro. Jaz sem mislil, da 5 let nazaj še imelo to nek lag in te čist metalo ven. Jaz sploh nisem mogel delati na tisto. Ja, no, to je moje vprašanje. Ja, kako je s tem zamikom? Pač? Zdaj je že tako minimalen, da ga v bistvu ne zaznavaš več. Okay. Ja, to se do zdaj ni dalo reči, ne? S težavo. Pa se ni še tam, ker lahko gremo, tu bi lahko za cel traktat naredil o haptičnosti in taktilnosti površin in kako je v bistvu odboj hrapave površine na tvojem ščetinastem čopiču pomembno za umetnika, bla, bla. To je lahko zdaj cel esej, ne? Ampak tega v bistvu ta površina teh tablic ne more nikoli nadomestiti. To je dejstvo, ne? Kot se izrazi nek podcaster. Ne? Je pa zelo zanimivo orodje, ki je zelo daleč prišlo in ful olajša zadeve, ko stopaš v polje ilustracije ali pa digitalnega slikarstva. Ne. Tukaj pa v bistvu, če bi nekaj naredil v ateljeju, pa zelo dobro osvetlil in pofotkal, ali pa naredil na tablici, pa se skušal temu približati, mislim, da ni več razlike. Wow. Ampak to moraš gledati na ekranu, tu pa še vedno obstaja ta razlika. Ja, seveda ne. Ne? To sem te tudi jaz želela vprašati. Kaj naj kot like razumem pod digitalno slikarstvo? Nekaj, kar narišeš na ekran ali na tablico, na telefon ali nekaj, kot si omenjal, še vedno na platno in potem preskeniraš? Ne, jaz mislim, da jaz bi digitalno slikarstvo pojmoval na ta način, da nima nosilca, da je breztelesno, ne? Da obstaja zgolj na ekranu. Ker mislim, da je to tudi primarno namenjeno takšnemu uživanju, ne, preko tega žarčenja. Medtem ko slikarstvo pa mislim, da z veliko avtonomijo to zagotovim, da je največji užitek ga videti v živo, da je temu namenjeno, da si slika deli prostor s tvojim telesom. Ne? Ker, veš, ekrane, preko katerih motrimo večino teh vizualnih vsebin, ki jih danes konzumiramo, zelo hitro prebereš. Tako v švunku, ne, v 60 Hz. 120 zdaj. 120, seveda, se pardoniramo, 144. Tako. Ja. Medtem ko pa, veš, ko ti vstopiš v prostor, ali je to kip, ali pa inštalacija, ali pa slika, pa tvoj pogled nekaj časa rabi za to branje. Veš, ta zamik, ki se zgodi, ker tudi tvoje telo sodeluje, to je nekaj, kar je pomembno za umetnost, vse tradicionalno umetnost.
In tu je ena razlika, ki se mi zdi seksi. Okay, se pravi, jaz če imam nočno stražo na mojem zdaj že zelo starem LCD Sonyju, ki je Full HD, ni čisto enako, kot je v Amsterdamu videti. To hočeš povedati? Seveda, da ne. Selej, da ne bo pomote, jaz tudi še nisem videl nočne straže, ampak... Jaz sem si zato pa... A si jo? Ja. Anže, zavidam ti. Ne, je res, jaz nimam palete, da bi te stvari resnično cenil, razen tistega enega leta na gimnaziji z umetnostno zgodovino, ne, ker sem si jo zbral, noben ne ve zakaj, ampak nočna straža je zelo impresivna, da treba povedati. To je tudi, moj bucket list mora imeti. Evo, če smo pa že pri tem, kar je pa cool, je pa bil malo ta razvoj teh digitalizacij teh starih tradicionalnih slik v full giga, mega, ne vem kakšnih rezolucijah, ko pa je zame za slikarja, ki pa še ni videl v živo, naprimer nočne straže, full cool, da lahko približaš do poteze Čopiča noter, ker to pa je moj fetiš, that's my thing. To se je prav premaknilo zaradi koronavirusa. Te stvari so šle na bolje, hitreje. Ja, jaz mislim, da eni določeni muzeji, Google Arts and Culture je dosti investiral, pa sodeloval z določenimi, predvsem ameriškimi muzeji, če sem tukaj zelo specifičen, mislim, da Boston, Museum of Art, pa še z Metom ali enim od newyorških, pozabil sem kjerim. Pa Rijksmuseum je tudi šel v to igro že noter, ampak tudi pred korona. Samo mislim, da so se malo pospešili, da skušajo kar se da povečati ali digitalizirati te njihove zbirke za to vrstno uživanje. Ne? Pač ja, vsak ne more glize, ne vem, od Frčafelat do Amsterdama pa za 1 uro ali pa 2 ali pa 5 uživati tisto sliko. Tako da je fajn. Pač ni vsak Anže Tomič to itak. Ja, ne, Anže Tomič je samo en. Veliki konesur. Tako. Umetnosti, zdaj sem res izpadel. Od onih 3 slik, ki jih res poznam, je ena nočna straža. To me spomni na un sketch od Monty Pythona, ne vem, če ste ga videli, mislim, da imajo, ne vem, kak Turner, veš ta William Turner, ki slika neko angliško pokrajino, pa tako naprej, pa kar naenkrat shot nazaj na enega kustosa ali umetnostnega kritika, zgodovinarja, ki je njegovo sliko, pa s polnimi usti govori, I always loved Turner's brush work, it's so delicious. Pa jes. Ja, tam. Ko se pogovarjata o tem, sem želela dodati, kaj je zdaj bolje, če ekran ali original, ne? Ja, večina bi rekla original, ampak ta debata se mi zdi podobna tistim, kaj je bolje, brati knjigo na e-readerju ali pač knjigo, ki jo držiš v roki. Pa me zanima, Mito, rekel si, da naprimer za sodelovanje na kakšnih bienalih ilustratorjev je ta tradicija zmagala tudi v tem, da pač neko digitalno slikarstvo so pač gledali malo dol oziroma tradicionalno slikarstvo pa vzdigovali više, da je še do nedavnega v teh pogojih sodelovanja na takih bienalih pisalo, da moraš predložiti originale, torej, če prav razumem, fizično sliko. Ja. Do nedavnega je bila to kar nečem, velika prepreka za marsikoga, ki se je v to noter vrgel. In to je kar problematično iz večjih vidikov, ampak ta glavni se mi pač zdi, da je aura, recimo v velikih Bunny Rabbits, narekovaj, tukaj originala, tako neke preseženega ali pa neulovljivega, da ga razume samo tista žirija, ki to napiše v pogoje noter. Ne. Zdaj, meni je digitalna umetnost ali pa digitalna slika popolnoma isto originalna, kot je tradicionalna slika. Ne? Samo da pač ima drug nosilec, drug medije. In to je vsa razlika. Ima seveda pač pluse in minuse, kako ti to uživaš oziroma konzumiraš, ampak to je pa tudi to, ne moreš reči, neki je boljši, neki je slabše. Kako pa kolegi gledajo na to, oziroma Slovenija v primerjavi z Evropo ali svetom, kako daleč smo, kako priznano je že digitalno slikarstvo, če je to prava beseda? Priznano? Zelo počasi se to odpira, vse to je moj feeling, no, ker imamo sicer neki imen, Blaž Porenta je eden od tistih, ki sem ga vsaj jaz zaznal, ker dela v tujini, je concept artist, ki je na špilih delal, pa bil razstavljen že na marsikeri naslovnici revije, pa da ne govorimo o ilustratorjih. Ne. Ravno zadnjič sem poslušal en pogovor na knjižnem sejmu, ko so se ilustratorji pogovarjali, kaj imaš oboje, zagovornike in zanikovalce digitalnih postopkov ali prijemov.
Je pa dejstvo, da pač v tujini se vedno bolj gredo, da pač, če nisi digitalno pismen na tem področju, ne bodo sodelovali s tabo. Ne? Ker ena razlika je, da pač tradicionalni postopki zahtevajo svoj čas, tudi veščino, digitalni postopki tudi, ampak lahko pa določene zadeve dosti pospešiš, ne? Prej prideš do enih rezultatov, ne rečem, da so boljši, ampak da so pač hitrejši. Je pa odvisno res seveda, kaj delaš. Ne? Tako da tukaj mislim, da zdaj, ne vem, naše založbe se odpirajo, to ni nekaj velikega branika ali pa ne vem, kako se že temu reče, gatekeepinga napram temu, ne? Ampak da pa vseeno preferirajo še pač te velike mastodonte naše ilustracije. Ko smo že govorili o igrah, v prejšnji temi, zdi se mi, da je ravno v tem zabavnem, risanem, izmišljenem igričarskem sektorju lahko prostor za digitalno slikarstvo. Ja. Vsekako. Mislim, že sama ta industrija popolnoma digitalno sloni na digitalnih orodjih, ne, in postopkih, celo razmišljeno, da se tako izrazim. Ne. Pol imaš pa, veš, tudi, rečemo, karte. Jaz sem, na primer, enkrat delal te Magic the Gathering custom-made artwork, veš, ko folk mi je prinesel karto, jaz sem njej delal, da potem lahko, ne vem, imel posebej tisti artwork in ga potem lahko tudi bolj drago prodal ali kakorkoli. Ta bi tak easy money, veš. So pa zdaj, imam enega kolega, ki pa dela čisto original, sodeluje na čisto original neki tej Magic kartah, nek nov sistem, se ne vem sploh, kako se reče špilu. Tako da ja, se tudi tle odpira za marsikoga, upam, no vsaj, da, ki obvlada digitalno slikarstvo ali pa digitalno tehnologijo, ne, na tem področju. Ne. No, zdaj pa, da zaključimo to temo, seveda z nečem, čemu smo mi že naredili celo oddajo in vsi govorimo o tem, vsi vemo točno, kaj je to. Vsi jih kupujemo, prodajamo, vi služite. Ne vem. Tako zgleda, če napišeš NFT na Twitteru search, zgleda, da cel svet služi, trguje in dela NFT-je. Tako da mi to, koliko si že zaslužil, koliko jih imaš, ki jih lahko ljudje kupijo, kar povej. Nimam še, coming soon, please share, like and subscribe. Digitalni kovanci neki omogočajo, da imajo tudi digitalne umetnine vrednost. Zvenelo je, vsaj na začetku spet, o tem sva že govorila, link bova dala v zapiske, kot 1:0 za umetnike, tudi za digitalne umetnike. Zdelo se je končno korak v pravo smer. Ej, tudi jaz imel ta nek feeling, meni se je zdela ideja na začetku zelo nora, ampak tudi takoj, veš, zopet bom to rekel, tista milisekunda, ko se pa malo vstaviš, pa čakaj malo, tu je malo neki ne štima najbolj. Ne. Meni je ta pojem avtorskih pravic, pa potem nekega medija, ki je že reproduciran, ki ima ta potencial že nabit, potem nekako zaklenjen na platformah, ki so namenjeni deljenju, a veš, tu je meni toliko nekih protislovij posredi, da še zdaj kome glavo ovijamo okrog tega koncepta, veš. Jaz sem tako razmišljal, pa tudi vem, da se zdaj z galeristom Slovarta nekaj pogovarjamo o NFT-jih, on bi šel v to, jaz sem skeptičen, ker jaz v bistvu naredim svojo sliko, tradicionalno sliko, on bo NFT prodal, a to pomeni, da v bistvu vsak cajtnik, ki bo na mojo razstavo prišel, pa fotku, mojo sliko, koga moram, vprašati, mislim, tako, zelo mi je konfuzno, ne, zelo mi je konfuzno. In to od človeka, ki bi celo lahko imel od tega. Čuden si ti, ne vem, mogoče mi pa mora še nekdo prepričati, da pa eno brce uriti, da tako. Ja, to je tako kriptosveta, veš, dokler te ne prepriča. Meni se tudi zdi tako kot koncept in kot vse se mi zdi res super. Jaz mislim, da sem tako, že ko sem videl to oddajo delala, pa polka sem parkrat še kaj prebral, pa poslušal tudi podcaste. Sem res mislil, da sem že tako prišel zdaj do dna, ampak ja, nekako tudi jaz se ne morem izviti iz tega, da vsi hočejo, da je to vse necentralizirano, vse se bo samo preverjalo, ne. Ampak pri umetnosti, če ni nekoga, kar reče, kaj je vreden, pa kva ne. Ne vem, vse skupaj po vodo pade. Ne? Ja, mislim, se že tako je full pofla v tradicionalnem martu, veš, greš v majski salon gledati od ZDSL-uja, pa te glava boli, pa sorry, če sem za koga vžalil, pač, I said it. Ampak, mislim, tle pa itak, anything goes, pa dobro, umetnost je vedno bila na nek način, to mi je všeč, to bom kupil, mej, ne. Ja, no problem, ne.
tudi se, ne vem, to je tako čudno, ne vem, čudno. Amo imeli, ne vem, konoserje pa kritike NFT-jev, ki bojo tam, ne vem, z vejpom razlagali o najnovejšem kifu, a veš. Ne vem, to je... Ja, Čez dve leti. prestari smo, ne razumemo. Evo, pa predlagam, bomo naredili en podcast NFT Somje. Mito, kakšna bo prihodnost digitalnega slikarstva, oziroma če se vrnem k začetnemu vprašanju, kako se tradicionalna umetnost znajde v sodobnem svetu, kaj jo čaka? Ja, predvsem jaz mislim, da mogoče bojo NFT nekakšen zasuk naredili, da bi se res mogoče opolnomočili umetnike, ki na takšnih tržiščih, kot je naš, praskajo skup tisto v svojo borno kvaliteto. Kar se tiče tehnološkega vstopa v tradicionalne medije, ga ne vidim najbolj. Mislim, uporablja vsak neka orodja in umetnost ga vedno je. Ne? Jaz uporabljam projektorje, jaz uporabljam Photoshop za svoje skice. To sploh ni vprašanje, to je že tukaj. Ne? Spomnim se ene zgodbe, samo še ta intermezzo, ki mi je, mislim, da 2012 en galerist rekel, delam eno razstavo teh skic, ki jih vi slikari počnete, da ti prines nekaj, kakšne skice, jaz imam vse v Photoshopu, ti naj PDF prenesem, veš. Mislim, že ta fora, ne? Kar se tiče tega, ne vidim nekega hudega preboja, mogoče samo pač kako se v bistvu tradicionalno slikarstvo, kot se pač vedno je, da se odziva na to. Digitalno slikarstvo me pa zelo zanima, kako bo, ne vem, raslo še naprej, ker to je nek future. Jaz mislim, da je future v tem smislu, da se vedno več folka z manjšim zadržkom spušča risati ali pa nadaljuje risanje, ki ga je deloma osvojil v vrtcih pa šolah. A veš, da ker je to tako dostopno, pa lahko rišeš po tablici, pa David Hockney, veliki umetnik, dela na iPad, se mogoče pa jaz lahko tudi nekaj probam. Na ta način, veš, to se mi zdi cool, da popularizira mogoče nekaj, kar je za večino folka še vedno malo tako enigmatično, pa tako mogoče težko, ampak veš, če pa malo drgneš gor, potisnem, pa si misliš, pa ja, pa sem, veš, mogoče malo se igraš na ta način. To se mi zdi cool. Upam, da bo šlo v pravo smer tebi in digitalnemu slikarstvu nasploh. Hvala. Še tretja tema na hitro, tretja tema bo spet čisto nekaj drugega. Twitter, ker iskreno veliko krat dobiva vprašanje, katere aplikacije za Twitter uporabljava. Sicer sva že 100krat vse, ampak še enkrat za vse. Anže, zakaj toliko aplikacij za Twitter sploh na trgu? Sej za ostale družabne omrežja jih ni, no? Zakaj se skozi vrti tema okoli tega, kaj uporabljati za branje Twitterja? Ja, zato, ker Twitter je na začetku bil celo kar družabno omrežje, ki je v bistvu nekako bolj postavil infrastrukturo, potem so pa celo spodbujali ta trg aplikacij oziroma odjemalcev, ki jih drugi delajo. Potem so pa na eni točki ugotovili, mi pa radi začeli služiti in so probali te v bistvu aplikacije vse uničiti, zato so zaprli API-je, potem so jim dali že to, koliko uporabnikov lahko imajo, in je v bistvu to zdaj zadnjih, kar 5 let, na pamet govorim, vse skupaj zelo stagniralo, ampak eni se pač niso dali. In jaz moram reči, da jaz uradnega Twitter odjemalca sem ga sicer uporabljal tako mal ja, mal ne, ampak če pogledam, jaz mislim, da na Twitterju od 2.9 se ne vem več. Veliko večino levi delež uporabljam pač odjemalca, ki ni ta uradnik, ki se je z leti res iz unih svojih začetkov, ki je bil to tweeti od Lorna Brichterja, se je prelevil res nek tak sluzast app, ki je zelo growth hacking, dajmo ljudi posiljevati stvarmi, ki jih nočijo videti, in kazati oglase. Ja, zelo podobno kot vsi ostali. Ja. Ne, jaz mislim, da Twitter je kle posebej, ker stoji stopničko više s temi you might have missed in podobnimi neumnostmi. Tako, res, jaz mislim, da je zelo škodljiv app, ta uraden Twitterja, zato ga res odsvetujem čisto za mentalno zdravje in mer v življenju, da ga pač nihče ne uporablja, če ga res ne vem sploh, zakaj bi ga človek uporabljal. Razhudevalnika, veš, razhudevalnik. Ja, v bistvu, ja. Zato. Mi tu se pač rad krega, tako da evo. Ja, ampak ne na Twitterju, tam je na Facebooku. Tiste je toksično. Ja, še ljudje, ki se hočejo kregati, noče na Twitter, veš, tako da. Ja. Tiste je čist next level, ko tistega se ne. No, se tako, in pol, doskrat me vprašajo, ker tako čisto bežno omenjava, jaz pač zdaj, ko sem šel na iPhone, sem končno tudi preizkusil Tweetbota,
ki ima, mislim, da naročnino nekih 6 evrov ali 5 evrov na leto, kar res ni nič, ne, za res en zelo dodelan app, kjer dobiš nazaj lepo kronološki timeline, lahko si daš noter, mutaš besede, pač nobenih oglasov ni. Pač res, Twitter, tako kot bi mogel biti, ne, tako kot je bil včasih. Na Androidu sem pa jaz vedno omenjal Flamingo aplikacijo, ki je pač bila tako popularna, da je pokurila vse svoje žetone in se v bistvu ne da več dobiti, tako da imam vedno to zadrego potem kaj reči. Ampak tam pa obstaja recimo Phoenix, no, pa Telon tudi obstaja, ki sta takoj, ko nehamo snemamo še googlati, če tudi kakšen od teh že ni na voljo, ne, ker se tudi to redno dogaja, ampak na iOS-u pa recimo, kot sem rekel, Tweetbot, pa potem Twitterific, nekaterim tudi še, čeprav jaz moram reči, da sem kar Tweetbot fan. No. Na Androidu so ponovadi plačljive, ampak vse to stane, ne vem, maksimalno 4 evre, večinoma 2 evra, tako res nič, potem pa dobiš nek normalen Twitter, ki te ne bombardira z vsebinami, ki si jih ne želiš v resnici, ne. Tako da res se splača. No. In lahko dobiš tako izkušnjo Twittera, ki je pač res taka, skoraj taka, ki je bila včasih mišljena. Ne, včasih. Ja. Vse bova to dala v zapiske, že pripiši, zapomni si. Jaz dodajam še eno opombo pri Twitterju. Danes se skozi vračava k stvarem, o katerih sva že govorila, ker sva govorila tudi o Clubhouse-u. Zdi se mi, da se v Sloveniji ni prijel ali pa česa ne vem. Je pa čisto drugače zdaj s Twitter Spaces, prostor znotraj Twitterja, kjer ljudje klepetajo in nastavijo tudi že slovenski Twitter profil, skupnost, imenuje se Klopca pod blokom. Vsak ponedeljek zvečer ljudje, twitteraši, klepetajo na določeno temo in vsi ostali lahko samo poslušamo, lahko pa se tudi priklopimo in postanemo govorci. Zaenkrat zanimanje presenetljivo veliko, bomo spremljali, no, kaj se bo dogajalo s Klopco in z drugimi spacey, vsi ostali vi pa preverite, če se vam zdi mamljivo in zanimivo. To se mi zdi tako, kot da bi, ne vem, doživljal družinsko večerjo za Božiča, veš. Ne veš, da bi ustavili šov. Ja, oziroma veš, Mito, mislim, da veš. Pa lepo vprašanje, če upaš, ker vsi vejo. Še ostajam pri Twitterju, še eno vprašanje imam za vaju. Novica iz tega tedna, Jack Dorsey je odstopil kot izvršni direktor Twitterja. Kaj bo drugače, kaj pravite? Jaz mislim, da se bo obril. Vem, da je v bistvu zdaj multimilionar, pač, ampak je res naredil en servis, ki je bil, jaz verjamem, v zelo dobrem duhu narejen, potem se je pa res iznekazil in mu brez ni rečel, res mu prvoščem bolj mirno življenje. Res, ker je bil šef ene firme, ki je ušla iz nadzora in je pač ne živi nek life, pač, kjer ni šef Twitterja. No, jaz že vem idealen tweet, ki bi ga, če bi bil on, že vem idealen tweet, ki bi ga napisal Elvis has left the building. Ja, mislim, če sam pogledaš, kako je šla ta njegova pot na Twitterju, je tako res kar taka zgodba o tem, česa si človek ne sme želeti. Ne. Ja. Ampak, a si kaj želimo, a bo kaj bistveno drugače, ali še ne upamo napovedovati, da bi mogli kdaj drugič? Še slabše bo. Mislim, a je lahko sploh še kaj dober? To je vprašanje pri Twitterju. Kako smo optimistični, noro. Ne more. Mislim, mogoče bojo Klopce super. Vse to, Twitter Spaces mogoče. Ja, mogoče. Ne, sicer sem pa že videla prve šale na to temo. Katarina se je ob tej novici najprej vprašala, če bo zdaj končno na voljo Twitter edit gumb, torej gumb, ki omogoča, da tvite po objavi popravljamo. Ja, vse je že. Pač, če plačuješ Twitter Blue, mislim, da zdaj, ki je v Ameriki, imaš v ne 3 minute, se mi zdi, da popraviš. Seveda, Twitter Blue. Ja, to so zdaj dejansko vendar, mislim, da samo v Ameriki. Tako da Jack, pejdi na svoj zasebni otok in uživaj življenje. Jack, srečno. Odbita, dobita. To je to, imamo vse? Res je. Mito Gegić, zelo je bilo zabavno in prijetno. Hvala, da si se oglasil. Hvala vama, the best. To verjetno pomeni, da še kdaj vprosti, naprej te opozarjava. Ja, vidva kar, z veseljem. Če mi česa ne manjka, je mnen.
To mislim, da je podnaslov interneta. Ja, to je. Super je bilo, hvala, se slišimo še kdaj. Hvala tudi vama. Se čujemo, mejte se. Sicer so pa vse epizode tega podcasta na voljo na vseh možnih aplikacijah. Hvala vsem, ki dajete ocene v Apple Podcast, pa Afna odbita na Twitterju, pa še kaj se najde. Se slišimo naslednjič, hvala za pozornost. Mito, Anže, vama maham, čau. Čau. Čau.